Kreativna kulinarika, glasba, film, strokovno predavanje, razstava. Vse to je povezovala marmelada, ki so jo lahko poizkusili tudi obiskovalci. Jaz jo najprej lepo, da očistimo vse z semeljem, ker ne spalničnem, ampak kar imam več mošeno, da z meljem. Pol jo dam pa kuhati in jo kuham, da je kar dobra gostota, pa samo želir še dam noter. Ne? Danes predstavljam marmelade hruškovo, slivovo s konopljenimi semeni, pa robidovo, pa še malinovo marmelado imam. Jaz jih delam po takem receptu, da je čim večja vsebnost sadja noter, pa da se na hitro pokuha. Obiskovalci so se lahko posladkali tudi šmornom županov občin Mirnske doline. Sicer pa so na festivalu razglasili tudi rezultate ocenjevanja marmelad. Tričlanska strokovna komisija je ocenila 87 vzorcev. Največ je slivovih marmelad, potem sledijo breskove, imamo tudi nekaj bučnih. Najbolj posebne pa so mogoče marmelada s pomarančo, marmelada z breskovo in ingverjem in seveda še mnoge druge. Ja, pri marmeladah so izstopali nekateri vzorci, ki so bile razne kombinacije, več vrst sadja, pa tudi nekaterih začimb, tako da smo prijetno presenečeni nad inovativnostjo izdelovalcev. Med dobrotami Dolenjske se bodo tako znašle tudi različne vrste marmelad. 2 leti nazaj ko smo sestavljali program, ki smo ga prijavljali na Las Lider, ugotovili, da v naših dolinah ni imel niti eden registrirane predelave marmelade. Pa vemo, da jo kuha vsaka gospodinja in to jo odlično kuha, za zlate medalje. S tem projektom so zato želeli vzpostaviti blagovno znamko, v katero se bodo lahko vključili vsi tisti, ki jih to zanima, posledično pa bi lahko to prineslo tudi kakšno novo delovno mesto, še dodaja Smukova.